je bil pripravljen zaradi gledati intenzivne podatke. Zdaj smo povabili 50-letnika Andrej Magov. Lepo pozdravljeni. Ko je bil za 10 let, se je članil nogometnem krožniku. Je dejal tudi druge športe, gimnastika, nogomet, nogomet. Na koncu se je odločil za nogomet. Povejte nam, kaj ste vključili za rokoborbo in kako vas je navdušil za ta šport? Za rokoborbo me je navdušil moj bivši pokojni trener Valič Milan, ker pa je v klubu treniral tudi moj starejši brat, me je še toliko bolj pritegnilo. Ker pa sem se moral odločiti med rokometom in rokoborbo, na kar sem bil tudi v pionirski reprezentanci rokometni, tako da ob prvem mojem uspehu, ko sem bil še kot 14-letnik, premagal mladinca, ki je bil dosti bolj izkušen in imel več tekmovalnih tekem. Na podlagi tega sem se odločil, da začnem trenirati rokoborbo, ker sem mislil, da bom tu uspešen, na kar sem tudi končno nekaj dosegel. Malo kasneje, leta 1447, ko se je omejili naslov na tem, ki državno premagal. Potem leta 1479 ste bili glavni v Aljosevalki. Na mestu je naše največje uspehe na rokoborbi. Moji največji uspehi so bili večkratni članski in mladinski državni prvak. Bil sem tudi v članski reprezentanci, kjer smo tekmovali na raznih državnih prvenstvih ekipnih, kot so bili v bivši Jugoslaviji, ker je bil ta šport zelo popularen. Še danes imajo v Srbiji in Hrvaškem neke dobre klube, tako da mislim, da če izpostavim od reprezentančne zmage, bi izpostavil, ko smo bili v Avstriji, ko sem tekmoval v eni kategoriji višji, ker sem imel nasprotnika 25 kg težjega od mene in sem zmagal v prvi minuti. To je bil moj najboljši dogodek v teh rokoborski karieri, poleg teh državnih naslovov. V Grosupljem smo kot klub tekmovali tudi v zahodni hrvaški ligi, kjer sem bil tudi stalni član. In v tej ekipi sem bil tudi steber ekipe, kjer smo določeni večkrat zmagovali za ekipo. Tako da smo vsak vikend bili na Hrvaškem, občasno tudi v Srbiji. Tako da v teh časih se je zelo veliko potovalo v bivšo Jugoslavijo. Ne bi tu izpostavljal nobeno tekmo, želel pa bi poudariti, ko tako mlad in iz take majhnega kraja, kot je bil Grosuplje, smo bili na Hrvaškem zelo cenjeni. Kajti danes, kot vidite, te klubi, kot so res veliki, to marsikje nič ne pomeni. Takrat smo pa mi kot klub Grosuplje bili na Hrvaškem zelo cenjeni, kajti
eden izmed takih klubov, kot smo bili mi, z majhnimi sredstvi smo se kar priborili tam sredino lestvice Hrvaške lige. Isto je bilo tekmovanje med mišečkom. Zato imačete malo tudi med gluhimi ali katerimi gluhimi lahko. Večji del sem tekmoval med gluhimi. Poznam pa tekmovalce, tudi v Sloveniji so bili gluhi tekmovalci, mislim, da sta bili dva iz Murske Sobote. Kot sam, da bi imel nasprotnike gluhe, sem pa bil, ko sem bil z reprezentanco v Beogradu in moram priznati, sem dobil nasprotnika gluhega tekmovalca, bil pa je v Srbiji eden izmed najboljših. Tako da sva midva publiko spravila na noge. Kajti občinstvo je vedelo za njega, niso pa vedeli za mene, da sem naglušen. Tako da res tisto borbo sem izgubil, kajti on je bil res vrhunski. Ne vem, ali je uspel, da je prišel v kakšno olimpijske igre, kar vem, da bi bil sposoben. Mislim, da gluhih ni bilo, kar sem se spraševal, zakaj se ni učilo tudi gluhe ali imeli celo klub za gluhe za rokoborbo. Tako smo se morali mi, ko smo ali jaz naglušen in moj nasprotnik iz Srbije, smo bili vsi v članu raznih slišečih klubov. Mislim, ima kako pa je med treniki, ali takrat čutili izpostavljene nekatera naglušniki, ali pa kako je šla komunikacija, če te morali nositi naglušen aparat, ali ste morali nekaj naglušniki več delati. Ja, kar se moje naglušnosti tiče, moram priznati, da sem se moral zelo potruditi, kajti v tistih mojih otroških časih smo si morali to, da smo slišali nasprotnika, sodnika, trenerja, kar malce sami priboriti. Na podlagi, ko postaneš bolj uspešen, te vsi bolj cenijo, tako kasneje ni bilo teh ovir. Sem pa res, da niti nisem se počutil izpostavljenega, kajti jaz sem bil tako zainteresiran, zagnan, da me to ni ustavilo. Na tekmah, ko moraš nastopati brez slušnega aparata, sem moral to zelo slediti. Sicer pa sem točno poznal pravila, kako, kaj, zakaj, tako da ni bilo sploh opaziti, da sem naglušen. Ker glede tega, ko imaš toliko izkušenj, ko si toliko dober, te tudi sodniki in trenerji drugače gledajo, te ne ovirajo pri teh zadevah. Tako da nisem se počutil prikrajšanega, ampak sem se moral pa fino izboriti. Da bi več treniral, ne, kajti jaz sem že sam rad treniral, tako da tukaj sluh ni bil ovira. 3, če ga iz stoječega položaja spravi na varnega, in 5 za izrazit. In zdaj spet sprednji škarjanc z Gorsutom.
ko je razpadel vaš klub, kaj ste pa potem počeli za naprej? Prvo, moj klub je bil TVD Partizan Grosuplje. Povedal bom vseh mojo celo karierno leta. Prvo je bil TVD Partizan Grosuplje, nato ob razpadu TVD Partizana sem nekaj let treniral pri Olimpiji. Po razpadu pri Olimpiji smo ustanovili 91. leta svoj klub, kjer smo postali 92. leta ekipni državni prvaki. Medtem sem bil tudi trener mlajših selekcij. Skupna moja letna doba je bila okoli 25 let. Nam lahko zaupate kakšne želje ali cilje imate za naprej? Vedno sem rad učil in bil ponosen, da sem lahko nekaj svojega znanja predal mlajšim generacijam. Žal mi je samo to, ko sem mogel prekiniti zaradi današnje birokracije, kajti imel sem kar nekaj mladih talentov, ki bi lahko spravil v reprezentanco, če ne še kaj več. Potem morda pomislili, da bi tudi mi sami trenirali tudi gluhe otroke. Ta misel mi je bila dana že ko sem treniral v dijaškem domu, ker je bilo včasih zelo malo fantov na treningih. Se mi je porodila misel, da bi treniral v zavodu za gluhe, ampak ker nisem prišel v stik ali nisem dobil kakšne podpore kje drugje, se tega nisem odločil, ne. Tako da, ne vem, mogoče so tudi, ne bom rekel, da ne bi uspel kot trener, ampak mislim, da tudi gluhi so lahko zelo dobri športniki, kar lahko vidite tudi na drugih športih. Za konec pa vas prosila, če namenite kakšen izjav ali spodbudo našim gledalcem. Moja misel in spodbuda je, naj mladi čim več se ukvarjajo s športom, ne glede ali je to rokoborba, ki sem jo jaz, bilo kateri šport, kajti zdrav duh je v zdravem telesu. Hvala vam za vaše lepe misli in spodbude našim gledalcem. Tudi hvala, da ste sodelovali v naši oddaji. Dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.